Minister Počivalšek na celjskem sejmišču odprl prvi mednarodni sejem Teh Expo. V okviru dnevov knjige veliko pozornosti za najmlajše bralce. Mineva 70 let od začetkov igranja hokeja v Celju. Rokometaši Celja Pivovarne Laško na zaključnem turnirju SEHA lige do 3. mesta. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je dopoldan na celjskem sejmišču uradno odprl prvi mednarodni sejem Teh Expo. Sejem nadaljuje tradicijo sejmov energetika, teroteh, avtomatizacija ter sejma lesno-obdelovalnih strojev, orodij, repromateriala in gozdne tehnologije. Sejem bo odprt do 21. aprila. Celjski sejem s sejmom Teh Expo postavlja nove temelje tehnološkim sejmom. Uporabili smo dobre stvari in izkušnje iz bogate tradicije sejmov energetika in teroteh in jih nadgradili z novimi vsebinskimi področji. Nova vsebinska področja tvorijo celoto in so omogočila predstavitev tudi novim ponudnikom izdelkov in storitev. V 4 dneh se bo v Celju predstavilo skoraj 500 blagovnih znamk, ki bodo predstavile novosti, ideje, trende. Področje energetike je namenjeno inštalaterjem elektro- in strojnih inštalacij, projektantom ter celotni energetski panogi. Vodje vzdrževanja in vodje investicij podjetjih, vzdrževalci strojev in naprav bodo lahko preverili novosti na programu industrijskega vzdrževanja in čiščenja. Program lesno-obdelovalnih strojev, orodij in repromateriala ter gozdna tehnologija so nov vsebinski sklop, ki je namenjen lesni industriji in mizdarskim delavnicam. Lesna stroka v Sloveniji že dolgo vrsto let ni imela svojega sejma, ki bi vodilnim igralcem na tem področju omogočil predstavitev njeni širši ciljni publiki, ki jo predstavljajo mizarji, proizvajalci pohištva, žagarski obrati, tesarji, parketarji in gozdni delavci. Na sejmišču se bo torej v dneh med 8. in 21. aprilom predstavilo skoraj 500 najboljših blagovnih znamk z tehnoloških področij energetike, industrijskega vzdrževanja, lesne industrije in avtomatizacije. Vsekakor je takšen obisk dobra priložnost tudi za mesto Celje, ki na področju trajnostnih rešitev in trajnostnega delovanja prav tako postavlja nove smernice. Se verjetno vsi zavedamo, da je vlaganje v tehnološki razvoj pravzaprav naša nuja in usoda, da bomo samo s tem ostali konkurenčni ali pa bolj rečeno še bolj konkurenčni in da če zaradi drugega ne demografskih omejitev čas delovno intenzivnih panog v Sloveniji je pač minil verjetno za vse večne čase. Mednarodni tehnološki sejem napoveduje nov koncept predstavitve nove zahtevne industrije. Nova vsebinska področja tvorijo celoto in omogočajo predstavitev novim ponudnikom izdelkov in storitev. Slavnostni govornik na odprtju sejma je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Pozitivna rast zadnje 4 leta je bila stabilna, nad 3%. V lanskem letu se je povečala z 3 na 5%, imamo 12% rast izvoza, 12% rast investicij in pa v lanskem letu smo zaposlili 28.000 sodelavcev ali pa delavcev več v gospodarstvu. Naredili smo po podjetniško rečeno 43 milijard evrov, kar je prvič po letu 2008, da smo presegli ta predkrizni rezultat, ob tem, da lahko ugotavljam, da so naša podjetja danes zdrava in pa nezadolžena. Želel bi, da se taki dogodki, kot je ta sejem Teh Expo, na nek način razvijajo zato, ker je uspeh našega gospodarstva v veliki meri povezan s tem, na kak način sledimo tehnološkemu napredku in taka podjetja, ki danes tukaj razstavljajo, so po krizi postala motor rasti cele Slovenije in so zgled uspešnosti. V Celju so se danes začeli dnevi knjige, v okviru katerih organizatorji veliko pozornosti namenjajo tudi najmlajšim bralkam in bralcem. Osrednja knjižnica Celje v sklopu knjižnice pri Mišku Knjižku zanje pripravlja pester izbor aktivnosti.
Dnevi knjige je festival, ki ga po vsem svetu obeležujejo knjižnice in podobne institucije. V Celju ga obeležuje tudi otroška knjižnica pri Mišku Knjižku. Začnemo že 2. aprila na Mednarodni dan knjig za otroke. Vemo, to je rojstni dan Hansa Christiana Andersena in je bil razglašen za ta omenjeni dan. Tako tudi v mesecu aprilu skozi cel mesec dajemo poseben poudarek na otroških prireditvah, na prireditvah v knjižnici pri Mišku Knjižku. Sredinim popoldnevom se tako pridružujejo še dopoldanska pravljična doživljanja za otroke. V prihajajočem tednu, ko poteka festival Slovenski dnevi knjige, bomo imeli, kar se tiče otroških prireditev, v sredo ob 17. uri ekološko pravljico Vodna kapljica v izvedbi dijakov 3.A Gimnazija Celje Center, to so tako imenovani predšolci oziroma predšolska vzgoja. Potem pa v četrtek in petek, 19. in 20. aprila, med 9. in 12. že omenjena pravljična doživljanja, ki so letos nekako tematsko posvečena slikanici kot zakladnici modrosti in kulture. Vse se bo dogajalo v prostorih knjižnice pri Mišku Knjižku. Več informacij o samih dogodkih pa najdete tudi na spletni strani Osrednje knjižnice Celje. Letos mineva 70 let od organiziranih začetkov igranja hokeja v Celju. Sočasno z izboljševanjem infrastrukture v Celjskem mestnem parku je rasel tudi klub, ki je v svoji zgodovini doživel kar nekaj vzponov in padcev. Spomine različnih hokejskih generacij so v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje strnili v publikaciji z naslovom 70 let bojev za uspeh. Nekdanji in sedanji hokejisti ter mnogi ostali, ki so del celjske hokejske družine, se tokrat niso zbrali v hladu dvorane v mestnem parku, ampak pred in v dvorani Kina Metropol, ki je tudi tokrat služila svojemu namenu. Nekdanji televizijski novinar Janko Šopar je zbrane namreč popeljal po arhivskih televizijskih posnetkih, povezanih s hokejsko oziroma drsalno dejavnostjo, ki so jo v Celju začeli pod milim nebom, potem pa počasi dodajali pridobitve. Medtem ko smo lani izročili namenu drsalno plosklo, strojnico in upravno poslopje, smo letos po zaslugi Aera zgradili novo betonsko tribuno. S tem je bila končana druga faza gradnje umetnega drsališča, pred nami pa je tretja, pravzaprav najvažnejša. To je pokritje celotnega prostora. Če sodim na dosedanje razumevanje vseh v našem mestu, potem se mi zdi, da lahko tudi na to delo gledamo optimistično in da bomo v kratkem, upajmo, da vsaj v letošnjem letu, začeli z gradnjo strehe. Celjski športni novinar Dejan Šuster se je pred zbranim avditorijem pogovarjal s predstavniki različnih hokejskih generacij. 76-letni Ivo Ratej je 3-krat nastopil na olimpijskih igrah in bil celo kapetan reprezentance, življenjska pot pa ga je zanesla v Zagreb. Njegov sovrstnik Albin Felc je v Knežje mesto prišel z Jesenic in sodeloval pri doseganju 3. mest v takratnem jugoslovanskem okolju. Rok Rojšek je po bogati mednarodni poti poklicnega športnika sedaj najbolj vpet v klubsko delo in sicer kot trener. Žiga Grahut je aktualni kapetan članske ekipe. Ena najbolj pomembnih pridobitev okrogle obletnice pa je tiskovina o zgodovini celjskega hokeja. Zanjo so se morali ustvarjalci precej potruditi, saj je prejšnja podobna išla pred 40 leti, leta 1990 pa je klubski arhiv uničila poplava. Svoje doživljanje hokeja je podal tudi župan, ki je postal lastnik spominskega paka. Jaz sem tistih v sredini 70-ih hodil na hokejske tekme in takrat je bila to odlična trofeja, pa še kakšna zlomljena hokejska palica, ki smo jo potem doma popravili in je bila zelo uporabna na našem domačem drsališču, tam na enem bajerju, kjer smo vsako zimo igrali hokej z bolj kot ne doma narejenimi hokejskimi palicami pa pravimi paki, je zelo bolelo. In to vse do tistih pomladnih dni, dokler ni prvi čofnil v vodo. Sreča ta ni bila kaj več kot do pasu. Kakšne pa so današnje želje oziroma potrebe celjskega hokeja? Mi bi si želeli čim več ledu. Seveda, problem je v tem, da
na Celjskem ledu delujejo naš hokejski klub, drsavci, umetnostni drsavci, short track drsavci, se pravi hitrostni drsavci in problem je predvsem v mladih. Vsi bi nekje porabljali ure med 4. in 8. uro zvečer, to pa je problem, preveč otrok na ledu v vseh teh 3 športih, da bi lahko to izvedli, se pravi nam bi bil super še en drsališče, mogoče manjši, kar se hokeja tiče, bi lahko bil tudi z manjšo ploščadjo, da bi lahko določeno število otrok predstavili na to manjšo ploščad in da bi lahko porabili več ur na treningu. Zdaj, mi si želimo čim več otrok na treningu in tu se pojavi ta problem, če jih še več dobimo, kot jih imamo, kam in pa koliko bo lahko uporabljali led in to je tisto, kar se tiče infrastrukture. Ja, želeli bi se še kak pomožno drsališče, to bi bilo super, ampak o tem bi se dalo govoriti. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na zaključnem turnirju Seha lige v Skopju osvojili 3. mesto. Pivovarji so v polfinalu morali priznati premoč hrvaškemu prvaku Zagrebu. V tekmi za 3. mesto pa so bili boljši od beloruskega prvaka Brest Meškova. Naslov prvakov so osvojili rokometaši skopskega Vardarja. Celjski rokometaši so bili sprva v Skopju razočarani, ko so izgubili tekmo polfinala, zatem so bili toliko bolj veseli, ko so dobili tekmo za 3. mesto. Liga Seha pa je bila v letošnji sezoni za celjsko moštvo velika šola za naprej. Ja, ena lepa izkušnja za vse nas mlade igralce, tale Final Four v Skopju. Nažalost, prva tekma ni šla po načrtih, nekako smo slabše odprli, lovili celo tekmo, zaradi tega tudi izgubili ogromno energije in na koncu nam je malo zmanjkalo, da bi premagali Zagreb in igrali v finalu z Vardarjem. Zato pa ste bili toliko bolj veseli po tekmi za 3. mesto, tudi medalja nekaj šteje. Ja, sigurno, lepo je končati celo sezono Seha lige zmago. Mi smo se nekako v garderobi dogovorili, da gremo maksimalno to tekmo, da končamo to zmago, da nam ostane ta Final Four v lepem spominu in nekako smo stopili skupaj in prišli do te zmage. Liga prvakov in Liga Seha sta torej za celjskim moštvom, pred katerim sta še pokalno tekmovanje in nenazadnje tudi državno. Sprva pa je v prvi vrsti zaključni turnir pokalnega tekmovanja. Ja, Liga Seha, Liga prvakov sta za nami, sedaj čaka nas še v bistvu te najpomembnejše tekme na to, kjer si ne smemo nekako privoščiti spodrsljajev. Že prvi 2 sta sedaj v soboto in nedeljo Final Four pokala v Ljutomeru, potem pa še Slovenska liga. Mislim, da se nam obeta ena zanimiva končnica za gledalce in upam, da gre vse po načrtih. V polfinalu pokala Slovenije se bodo Celjani pomerili s Koprčani, previdnost pa ne bo odveč. Koper je mlada ekipa, željna dokazovanja. Ko igraš proti Celju, vsak igra na maksimumu in zato vsako tekmo moramo biti maksimalni v Slovenski ligi in sigurno ena dobra tekma, mislim, da nas čaka en dober, lep spektakl v Ljutomerju. Celjani torej v zaključku dolge in naporne sezone merijo še na pokalni in državni naslov. Jutri bo jasno, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo jasno. V petek bo ponekod še pihal šibak severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Toliko v naši današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje. Thank you.